Jezus pravi v današnjem evangeliju: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Gospod ne namenja izrecno nekomu tega stavka, temveč vsem tistim, ki so zaradi življenja utrujeni in obremenjeni. Se lahko kdo čuti izključenega iz tega povabila? S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor na današnjo 14. nedeljo med letom z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Gospod ve, kako je lahko življenje težko. Ve, da mnoge stvari obtežijo srce, razočaranja, rane iz preteklosti, težo, ki jo je potrebno nositi, in krivice, ki jih je treba v sedanjosti prenašati, negotovosti in zaskrbljenosti glede prihodnosti. Prva Jezusova beseda predvsem tem je povabilo, da se premaknemo in reagiramo. Pridite. Napaka, ko stvari gredo narobe, je ostati na mestu. To je zelo očitno. A kako težko se je premakniti ter odpreti se? Ni lahko. V temačnih trenutkih se zdi naravno biti sam s seboj, tuhtati o tem, kako je življenje krivično, kako nehvaležni so drugi, ter kako zloben je svet. Mi vsi vemo to, saj smo doživeli to izkušnjo. Toda, tako, zaprti sami vase, vidimo vse črno. Tedaj pridemo do tega, da se navadimo na žalost, ki se tako udomači. Slaba stvar je ta žalost. Jezus pa nas hoče potegniti iz tega živega peska. Tebe. Zato vsakemu reče: pridi. Izhod je v odnosu, v tem, da iztegnemo roko in dvignemo pogled proti tistemu, ki nas ima resnično rad. Ne zadostuje pa iti iz sebe. Potrebno je vedeti, kam iti. Saj je toliko ciljev navideznih, kaj ti obljubljajo počitek in te malo razvedrijo, ti zagotavljajo mir in omogočijo zabavo in te končno pustijo v osamljenosti kot prej, ker so le kot ognjemet. Zato Jezus pokaže, kam iti. Pridite k meni, tako pravi Jezus.